Evo, lep pozdrav vsem zbranim. Moje ime je Niko Slavnič. Bom povezoval na temo Expo Dubaj in Slovenije v Expo današnjo okroglo mizo. Veseli me, da smo se zbrali v velikem številu in se trudimo, tako kot z Expom, da zamujamo čim manj. Nismo čakali na akademskih četrt in rad bi v naši družbi predstavil tudi seveda sogovornice in sogovornike. Gospa Ajda Cuderman, direktorica Spirita Slovenija, Karmen Novarlič iz STO-ja, sektor za komuniciranje s poslovnimi javnostmi, v praksi predvsem ima zelo veliko izkušenj z dosedanjimi Expo dogodki. Polona Prešern, ki skrbi, da čutimo Slovenijo, iz UKOM-a, skrbnica nacionalne blagovne znamke I Feel Slovenija. Dr. Robert Drobnič, generalni komisar Republike Slovenije za mednarodno razstavo Expo 2020 Dubaj. In Jernej Repovž, starosta slovenskega marketinga, direktor agencije Studio Marketing in kreator slogana Slovenija moja dežela. Torej, za današnje srečanje smo želeli v bistvu predvsem odpreti za to, zakaj sploh ta okrogla miza. Javnost si želi vedeti več, mediji so zainteresirani, kaj se dogaja, na kakšen način lahko Slovenci stopimo skupaj in se predstavimo. Izdali smo knjigo The Slovenia Book Expo Edition in marsikoga tudi iz turizma zanima, ali bo stara trta, ali bo staro kolo, ali bomo, na kakšen način bomo predstavili enakovrednost Slovencev, pa bomo predstavili to, da bomo največ traktorjev na svetu na prebivalca. Torej, če pogledamo športne zmage, vsi navijamo skupaj za košarko, za odbojko, rokomet, ne le kaj je država Slovenija lahko stori, ampak v bistvu in kaj si želimo. Namen je, kaj potrebujemo tudi Slovenci za globalni uspeh in kaj bomo za to tudi naredili skupaj. Na tej okrogli mizi bi začel kar z odprtimi vprašanji, tako da se vsak od sogovornikov lahko vključi, kjer jim odgovarja. Torej, kaj sploh je Expo? Torej, pred kratkim sem ravno prišel iz Pariza in gledam ta Eiffel stolp, ki še danes je glavna atrakcija, ena glavnih atrakcij Pariza. In če se spomnijo, to je celo 130 let nazaj, 1899, so postavili za ravno namen Expa Eiffel stolp. Eiffelov stolp je takrat omogočil, da je Pariz dobil 32 milijonov gostov in dodal precejšnjo vrednost Parizu v tistih letih tudi, da prosperira. Torej, Expo v Dubaju bo potekal med 20. oktobrom 2020, se pravi letos, in 10. aprilom naslednje leto 2021. Pričakuje se malce manj kot v Parizu, 25 milijonov obiskovalcev in seveda predstavljenih bo kar 190 držav. Mogoče zdaj čisto vprašanje, Expo, kaj pa je to? Okej. Bom jaz začela zaradi tega, ker je to marketinška zgodba, ki se jo rada dotaknem. Ne vem, če veste, ampak čisto zares ni Eiffelov stolp ta prvi, ki je bil znak Expa v smislu nekega simbola. Zgodba je precej starejša. Če pogledate, kjer je bil ta prvi Expo, pa s katerim namenom, se je treba obrniti nazaj na Združeno kraljestvo. Tam je bila neka kraljica Viktorija, ki je imela nemškega moža Alberta, in ta Albert je bil kar precej jezen, ker je Anglija pravzaprav bila tehnološko nazaj in je hotel pripeljati v državo napredek, nove tehnologije in tako naprej. In takrat v tistem obdobju je bil organiziran prvi Expo, zgrajena je bila ena taka velika steklena kupola, kamor je Albert seveda pripeljal vse tehnološke inovacije iz celega sveta, iz vseh držav. Tako da v bistvu prva nit, in to vidite tudi na strani organizatorja Expa 2020 v Dubaju, je, da države pripeljejo in pokažejo, s kakšnimi tehnologijami, s kakšnimi rešitvami lahko doprinesejo boljšemu jutri globalno, celemu svetu. Tako da to je rdeča nit, ki je ne smemo pozabiti. To se pravi, ni tržnica, ni razkazovanje vsega, ampak naslavlja resnično tiste teme, ki prinešajo boljšemu jutri za vse. Ali so to tehnologije, ali so to rešitve, ali so to teme, ki se nanašajo na enakost spolov, žensk, otroke, izobraževanje, znanost, šport. Vse je pravzaprav noter. Prvi od politike,
politike, turizma, posla, znanosti, tehnologije, kulture, ni da ni. Mogoče se še jaz vključim. Seveda, tako kot je bilo rečeno, ne, tudi če pogledamo sam izraz expo, ne, pravzaprav izhaja iz izraza expose yourself. Se pravi, treba je, to je priložnost, edinstvena priložnost za vse države, kot je bilo omenjeno, bo tukaj sodelovalo več kot 190 držav celega sveta, da se predstavijo z najboljšim, kar imajo. In seveda mi menimo, da Slovenija ima marsikaj za pokazati in da enostavno bi bila absolutno zelo škoda, če se na takšni svetovni razstavi ne bi predstavila tudi Slovenija in pokazala tiste najboljše, kar premore in kar ima, predvsem v inovativnem tehnološkem smislu, v smislu trajnostnega razvoja in vsega ostalega. Mogoče še besedo dve vezano na sam Expo, ki se bo sedaj dogajal prvič v tem delu sveta, se pravi Expo 2020 Dubaj. Moto tega Expa je povezovanje idej za prihodnost. In v okviru tega mota so organizirane trije stebri. En steber je tako imenovana mobilnost oziroma mobility, drug steber je tako imenovana trajnost oziroma sustainability in tretji steber so priložnosti oziroma opportunity. Slovenija se je odločila, da bo v tem stebru sustainability. O tem bomo verjetno še nekoliko kasneje več rekli. Naj povem še to, da morda da poudarim to, da so organizatorji Združeni arabski emirati pač v ta projekt vložili ogromna sredstva, tudi z zavedanjem, da ocenjuje se ta sredstva na okrog 10 milijard dolarjev v celoten projekt Expo. Potem, ko se bo ta projekt končal, bo tam zaživel takšen načrt organizatorjev, tako imenovani District 2020, kar pomeni, da želijo, da se tam na tistem območju, prav na tem prizorišču Expa, začne razvijati eno tako svetovno spletišče, stičišče, hub, če hočete, za povezovanje malih in srednjih podjetij in sicer z področja Bližnjega vzhoda, Evrope, Afrike in Azije. Tako da ta zgodba tega Expa pravzaprav ima tako neko daljnosežno vsebino, saj takšen je namen organizatorjev in je tudi relativno zelo različna zgodba od tiste v Milanu. Za Slovenijo še posebej, ker vemo, da Milano je tukaj 4-5 ure vožnje in je bilo marsikaj se da organizirati na drugačen način, na lažji način, kot pa je to sedaj, ko bo ta 6-mesečna svetovna razstava se dogajala v Dubaju, v Združenih arabskih emiratih. Mogoče toliko za začetek. Robert mi bo snedel vsa vprašanje, kada se moram vrniti back in time, ne, malenkost, Slovenija ni prvič na Expo. Da pogledamo v bistvu nazaj in Karmen na srečo ima tudi veliko izkušnja ravno tudi s preteklimi Expo razstavami, namreč od Lizbone, Hanovra, Šangaja, Milana, Slovenija se je trudila že vsa ta leta in ni prvič, se pravi, krasno je, da smo izkušeni, na Balkanu ni prav veliko držav, v bistvu, če gledamo samo to našo regijo, ki so bile tako zastopane na Expo, ki so prepoznale globalno priložnost. Pa morda ravno, če se obrnemo nazaj na Milano, kaj pa je od takrat, recimo, kaj smo se naučili na zadnji razstavi, ker namreč na spletni strani Expo je še zmeri 2015, tako da ta del moramo še osvežiti za Dubaj. Ampak nas zanima, kaj pa se je tam zgodilo, kaj je bilo koristnega za Slovenijo in kako smo se tam predstavili morda? Ja, en lep dober dan tudi v imenu Slovenske turistične organizacije. Hvala lepa za povabilo. Ja, moram reči, da kot mlad človek sem imela res izrazito, bom rekla, veliko priložnost, da sem iz prve roke najprej zelo organizacijsko pravzaprav imela priložnost sodelovati, tako kot je Niko uvodoma povedal, v Lizboni, bom rekla, kjer smo imeli eno res čudovito zgodbo preko vode. Nadaljevali smo potem v Hanovru, kjer je vezano na tematiko malce bolj tehnološko prebojne določene, bom rekla, že novitete ali pa inovacije želela Slovenija tedaj komunicirati. Potem pa malce naprej v Šangaju niti ne, v Milanu pa nedvomno, ki je tudi najbližji Expo. Mislim, da se je Slovenija glede na svojo bližino pravzaprav v Italiji predstavila ponovno na en drugačen, specifičen način. Vemo, da bliže kot smo, večje priložnosti mogoče za neke poglobljene zgodbe, dlje ko od Slovenije pravzaprav potujemo ali pa predstavljamo Slovenijo, toliko bolj je potrebno pač koncentrirati
predstavitev na eno ali pa nekaj, bom rekla, res izključnega, drugačnega, posebnega, graditi pravzaprav eno skupno zgodbo. Kar se tiče predstavitve v Milanu širše, bom rekla, STO ni bila ključna nosilka, tako da bi težko tukaj povedala ali pa prevzela neko širšo zgodbo. Generalno sicer pa za slovenski turizem smo tedaj izkoristili priložnost, ogromno, bom rekla, regij in pa tudi samih podjetij, glede na bližino je imela možnost ali pa dostop predstaviti se, ne samo skozi tako imenovane poslovne kanale, preko katerih se sicer tradicionalno udejstvujejo preko Slovenske turistične organizacije, ali so to neki sejemski, borzni nastopi, poslovne, recimo delegacije ali pa spletno, digitalno komuniciranje, temveč je šlo za, bom rekla, širša publika je dala neko priložnost in pa vsi obiskovalci, ne samo Italije, ampak globalno za neko, bom rekla, konkretno interakcijo in je bila, bom rekla, neka ponovno drugačna zgodba, ki smo jo tedaj komunicirali. Hvala. Torej, kljub temu, da je nacionalni šport, ne bomo fovšije predstavljali kot glavno značilnost Slovenije, ampak vse te pozitivne stvari. In ravno to je potem navezava, ki je zanimiva, kdaj pa smo Slovenci zares stopili skupaj, kdaj smo največ čutili našo deželo. Zato smo povabili med nas tudi Jerneja Repovša, da pogledamo dejansko, ker kot avtor Slovenija moja dežela, kateri so bili sprožilci, ki so potrebovali te kreativi, kakšni so bili odmevi, dejansko še dan danes spomnimo, ta Slovenija moja dežela. Se pravi, ali lahko to začutimo in kaj je potrebno tudi pred Dubajem, ali lahko Expo poveže Slovence. Mogoče, Jernej, kakšno besedo na to temo, pa potem tudi zavrtimo. Po želji, lahko kar zavrtimo. Slovenija praznuje 20. obletnico samostojnosti. My first experience. To je v bistvu projekt iz povsem drugih časov in mogoče pa govorijo o tem, kaj je treba imeti, če hočeš, da dobro spelješ določeno aktivnost. In jaz bi rekel, prva stvar je znanje. V tistem času, moram reči, je imel Studio Marketing ogromno znanja in mi smo imeli v agenciji knjižnico, ki je bila, kar zadeva marketinške literature, največja v Jugoslaviji in celo zaposleno knjižničarko. Hodili smo po celem svetu in vedeli, kaj se dogaja. No, takrat smo vedeli to, da se bliža konec industrijske družbe in da je začetek storitvene družbe, v kateri je že nastavljena družba znanja. No in ko nam je bila dana naloga, da promoviramo Slovenijo v tujini, smo seveda šli po marketing miksu. Za industrijsko družbo je imel 4 P-je, to se pravi product, price, promotion, pa še ena zadeva,
No, medtem ko so rekli, storitvena družba je kompleksnejša in ima 3 dodatne P-je. To so people, to so processes pa packaging. No in tisti 2 stvari, ne, ki sta bili dodatno priključeni tem P-jem, to je ljudje pa procesiranje, so bile v bistvu bistvena stvar, ki se je bilo treba lotiti, ko je šlo za promocijo turizma navzven. No in rekli smo, ne gremo v promocijo turizma navzven, ampak dajmo najprej sami pri sebi dobiti samozavest, da smo sposobni v bistvu procesirati turistične storitve navzven. No in da je treba v bistvu vse tiste prve 4 P-je v bistvu urediti, ne, ki so bili še zelo na nizkem nivoju, od stavb, da ne govorim o straniščih, se vedno govori, kakšna katastrofa je in vsega ostalega, do seveda tudi odnosov, ki so takrat vladali do turizma, ne, mi nismo natakarji in tako naprej. Tako da ja, predlog je bil, da obrnemo aktivnosti navznoter, no in temu se takrat že začenjali reči interni marketing. Mislim, da je to ena od stvari, ki še danes zelo umanjkujejo, ne. Mislim, da v Sloveniji nismo v bistvu dovršili te storitvene družbe v tem smislu, da bi znali storitev dejansko praviloma strokovno v bistvu oformiti in pa predvsem procesirati. Procesiranje je tista stvar, ki nam je zelo, zelo umanjkala, to smo ugotovili. No in nam še danes seveda manjka, ne. Jaz se spomnim na en primer, ko sem prišel v Podčetrtek, ne, in sem se pogovarjal z direktorjem, no je rekel, ja, zdaj pa boljše, ne, kot pa prej, ker smo v bistvu čiščenje predali nekemu avstrijskemu servisu, ne. V čem je zdaj problem? No, seveda, ne, mislim, čistilke oziroma čiščenje takrat bilo tako, da si dal razpis, pa si dobil navadno iz juga seveda čistilke in tako naprej, ki niso bile čistilke, ampak nezaposlene in needukirane osebe, dobile so metlo in veder in ostalo in zdaj pa čistijo. Medtem ko servis iz Avstrije seveda je bil opremljen z znanjem, kako je treba čistiti. To se pravi, njihovo procesiranje je bilo točno določeno. No to cel kup stvari, no skratka je bilo za urediti, no in začeli smo jih urejati. Moram reči, da ta akcija ni bila samo ta film, ki je seveda postal legenda, ampak še cel kup drugih aktivnosti in te aktivnosti so šle skozi več faz in je bilo predvideno 10-letno obdobje tega. No, prva faza vedeti, kaj je Slovenija. Moram reči, da Slovenija je bila takrat drugačna, tudi manj povezane med sabo, transportne poti so bile, ni bilo avtocest in tako naprej. Ljudje v Ljubljani ali pa sploh Postojni niso vedeli, kje so Radenci in tako dalje. To se pravi, veliko stvari je bilo treba urediti, da smo začeli vzpostavljati zavedanje te Slovenije. No in to je bila ta Slovenija, moja dežela. Temu je sledila potem akcija Turizem smo ljudje, potem Turizem nas bogati in pa iščemo dobrega gospodarja. No, hočem povedati, kot nastavek za debato o Expu, ne, da prvič je potrebno znanje, drugič je potrebno imeti neko jasno vizijo, ne, in planiranje, kaj vse boš naredil, da boš prišel do določenega cilja. Za začetek, ne. Hvala, Jernej. Znamka Eiffel Slovenija, ne, ki je danes v bistvu že kar vrsto let nosilna, je nosilna znamka tudi za razstavo, Polona? Tako je. Če mogoče kar nadaljujem, Slovenija, moja dežela je bila res ena čudovita akcija, ki nam je začela ustvarjati to zavest tudi v Sloveniji, o Sloveniji, da smo se drugega začeli spoznavati na drugačen način. Znamka Eiffel Slovenija je pa predvsem usmerjena navzven. Je nacionalna znamka, kar pomeni, da presega zgolj turistične, zgolj razmejitve turizma, ampak govori zgodbo Slovenije tudi na ostalih področjih, naprimer gospodarstvo, podjetništvo,
šport, tudi turizem, seveda znanost, izobraževanje, kultura in tako naprej. Seveda s to znamko želimo svetu pokazati, kdo smo, kaj smo, kakšen je ta naš DNK, to je vse zapisano tudi v jedru znamke, v njeni zgodbi. In to želimo komunicirati navzven. In seveda bo zato tudi osrednja tema predstavitve na Expu. Iz tega vse izhaja in tudi, bo mogoče tudi Ajda več povedala, tudi kampanja Green Creative Smart, ne, ki govori zgodbo Slovenije na področju gospodarstva. Sicer pa mi nasplošno želimo svetu pokazati, kje so ti naši prebojni elementi, kje so stvari, kjer smo dobri, kjer smo uspešni, kjer smo svetu dali nekaj našega znanja. Želimo pokazati, da smo majhni samo na papirju, da smo pogumni, da si upamo, zato tudi gremo v Dallas, zato gremo na olimpijske igre s slovensko hišo v Tokio in zato potem nadaljujemo tudi na Expo v Dubaju. Evo, navežem naprej, ravno to na Expo Dubaj bo paviljon Slovenije. Vemo, da je na natečaju zmagal lep projekt s arhitektom Magnet Dizajna na čelu z Robertom Kljunom. Robert, pozdravljen. In bomo uspeli to uresničiti. Kaj se že ve o vsebini, o posebnih sobah, kaj bi lahko predstavili? Bova midva z Robertom malo dvogovora naredila zdajle, a ne? Takole kreativnega. No, res je, da spletna stran je šele v konstrukciji, prav namenoma pravzaprav, ne? Zaradi tega, ker želimo vsakmu Slovencu in vsakmu tujcu, ki bi na njo pristal, ponuditi čisto celovito informacijo. V tem trenutku pa še zadnje detajle urejamo z vsemi ministrstvi, z vsemi resorji. Boste videli, koliko je to kompleksna naloga, da prikažemo tiste teme, ki jih Slovenija kot neka napredna dežela želi pokazati in to vzame svoj čas. Zdaj, tu vidite idejno zasnovo, narejeno strani Magnet Dizajna, Klun Perš, arhitekta, ki želi poudariti v bistvu srčiko tistega, kar Slovenija pravzaprav predstavlja. Vidite zelene elemente, vidite sito, les, izdelke, domače obrti v tem, vidite vodo kot nek element, ki ga znamo edini na tem planetu pravzaprav zaščititi tudi z ustavo, če pogledamo, v glavnem sporoča vse tiste zadeve, za katere smo prepričani, da smo eni redkih v svetu, ki jih znamo negovati in spoštovati. Tako da ta paviljon v bistvu v svoji arhitekturni obliki navzven, ko ga vidite, sporoča tisto, kar nas dela Slovence. Poleg tega pa se morda tu na sliki ne vidi, ampak bo tudi precej dobro zmarkiran z oznako Eiffel Slovenija. To naprej, če greva kar naprej, ali čem jaz. Okay. No, tu vidite še nekaj notranjih slik, pa gremo naprej, ki so bili v idejnem konceptu. Tu je pa že malo bolj dodelana ideja. Vse te slike obljubim, da bojo prav v kratkem, v roku enega meseca, tudi v zelo urejeni obliki na spletni strani Expo Dubaj 2020 Slovenija. A ne? Gre za to, da smo skušali vsebinsko, zdaj če pogledamo v pritličju, ki je tak odprt prostor, izkoristiti za komunikacijo z vsemi obiskovalci. Robert, koliko jih pričakujemo tam cirka na dan? Če bo na dan 200 recimo obiskovalcev na uro, pomeni recimo 2000 na dan, to pomeni 500 000 v letu. Zdaj, jaz sem šel na nižjo številko, ne? To je minimalno, lahko pa pričakujemo tudi krat 2, to pomeni, lahko pričakujemo celo do 1 milijon obiskovalcev v slovenskem paviljonu. Govorimo pa o 6 mesecih oziroma 173 dneh, koliko časa bo trajala ston razstava. Tako da spodnji prostor smo želeli izkoristiti čim bolj in tudi arhitekti so to zasnovali fleksibilno, odprto, da bo omogočala v bistvu tistim ljudem, ki vemo iz Milana,
paviljona in ostalih ekspotov, da se nabirajo vrste, da bo poskrbljeno prav za vse, da se bojo obiskovalci lahko aktivirali preko neke aplikacije, kjer bojo spoznavali Slovenijo v smislu turizma, v smislu gospodarstva, v smislu kulture, kulturne dediščine, športnih dosežkov in tako naprej. In da bomo poskrbeli tudi za uboge otroke, ker starši verjetno vedno tudi otroke sabo pripeljejo, da jim bomo dali kakšen skiro in nekaj sence, da se bodo lahko skrili, da ne bodo svoje starše ob živce spravili med tem, ko čakajo v vrsti. Pa, ogromen elementov smo naštimali v smislu digitalne vsebine. Izjemno težko bo tja prepeljati vse, kar bi želeli. Organizator ima zelo stroga pravila, zelo urejene procedure, zelo so kompleksne, tako da moramo jeti bolj na digitalno vsebino. Zdaj, če gre v prvo nadstropje, tam vidite en tak tloris, ker smo naredili študijo ostalih paviljonov, ki v glavnem ponujajo različne stvari in ker smo imeli izkušnje iz Milana, ne Karmen, da če prepustimo ljudem, da se sprehajajo pravzaprav čisto prosto, potem se začnejo nabirati velike vrste, pa tudi vsakdo ne vidi vsega. Pogledali smo tudi druge države, na kak način se bojo predstavile in ugotovili pravzaprav, da celotne zgodbe nihče ne bo povedal. No, obenem bi rada tudi še povedala, da je Slovenija, recimo, da zastopa približno polovico držav udeleženk, kjer za predstavitev države poskrbi država sama. Približno polovico udeleženk pa financira paviljon in vse aktivnosti z sponzorstvi. Torej firme same dajo denar za to, da se te stvari postavijo. Tako da smo želeli v prvem nadstropju dve zgodbi močni povedati, ki bosta prikazani na način, recimo najbolj napreden audiovizualen način, zgodbo o zeleni Sloveniji, ki se bo fokusirala na to, kako znamo Slovenci z recimo disperzijo turizma, z rešitvami na vodnem področju skrbeti za to, da imamo zeleno in trajno okolje, in pametna soba, ki bo povedala in povezala vse slovenske prebojnike, naravo kot navdih in potem rešitve, ki so v današnjem času najboljše na svetu. Da dam sam primer, povezujemo recimo prebojnika iz preteklosti, zdaj bomo omenila samo en primer, ki je v zgodbi, to se pravi naš arhitekt Jože Plečnik, ki je bil eden redkih, ki je uporabljal vsakodnevne materiale in jih recikliral v čudovite objekte z trajnostno gradnjo, ki jo danes naša industrija zna narediti najboljšo na svetu. Tako da to bo bistvo te prve zgodbe, ki bo trajala 15 minut, potem se bojo pa obiskovalci lahko v pritličje vrnili in ogledali v bistvu vse detajle, ki so jim na voljo, pa če greva samo še naprej. Ne, in potem bova tu končala. To se pravi, v drugem nadstropju bo bolj zaprt prostor, ki bo na voljo pravzaprav za delegacije in za najem za podjetja, ki imajo interese v arabskem svetu. Tu bomo postavili 3 digitalne izkušnje, ki so zelo recimo zanimive. Iz Šangaja vam povem, ko smo peljali podjetja, če si človek da gor očala pa proba skočiti iz planice, se počuti čisto isto, kot da bi res skočil iz planice. Jaz si nisem upala očala gor dati, medtem ko drugi pa so skoraj po tleh padali. Skratka, ene 3 take zanimive, ki že obstajajo za vse, ki bodo povedali nekaj v Sloveniji, in pa seveda nekih 6 do 10 mest bo imeli digitalno predstavitev, zato da bojo podjetja lahko sama predstavljala tiste prebojne rešitve, ki jih želimo. Vsi ti sponzorski paketi in načini sodelovanja bodo objavljeni tudi na spletni strani zelo kratkem. Tukaj moram pohvaliti tudi vse ljudi, ki trenutno delajo v Emiratih in delujejo v Emiratih in nam izjemno pomagajo tudi z idejami, kako podjetjem omogočiti mogoče tudi neke komercialne dejavnosti, ki je mi kot paviljon slovenski ne moremo
opravljati. To se pravi, tokrat ne moramo imeti kuhnje, tokrat ne moramo predstavljati izdelkov oziroma prodajati izdelkov, iščemo pa rešitve, da bi to podjetjem vseeno omogočili mogoče v Dubaju na nekem drugem mestu, zaradi tega, da bomo zaokrožili celotno komercialno predstavitveno dejavnost. Eko, jaz upam, da sem bila dosti ekstenzivna. Robert, mogoče še ti kaj dodaš? Je pa cela vsebina vezana, pa ne bo Robert na kratko povedal, na precej tematik, ki so pa določene strani organizatorja. Mogoče samo še to, da se kar v živo prenaša tudi STO, pozdravljamo tudi gledalce v živo, ki spremljajo in seveda pozivamo, da se obrnejo na Spirit, ko bodo oblikovani paketi sodelovanja, pozivamo gospodarstvo, da se vključi in podpre, se pravi, sodelovanje in se predstavijo tako kot druge države. Se pravi, da ni vse odvisno od države, ampak tudi od nas samih. Robert, za dodati? Ja, če se navežem najprej na blagovno znamko iFeel Slovenija, želim poudariti naslednje. Mi želimo, da se bodo ljudje, obiskovalci, ki bodo prišli v naš paviljon, tam dejansko dobro počutili. Zelo dobro počutili, se pravi, in da bodo začutili to željo, da pa ali obiščejo Slovenijo ali pa začnejo z njo sodelovati na takšen ali drugačen način. In mi z vsemi temi, s tem, kar je direktorica Spirita zdaj opisala, en del teh aktivnosti, en del teh v bistvu občutenj, ki jih želimo tam prikazati, želimo pač nekako vplivati na ljudi, da se bojo med vsemi tistimi paviljoni, ki jih je, kot je bilo omenjeno, okrog 83 je tako imenovanih paviljonov, self-built paviljonov, se pravi, ki jih države same zgradijo, in pa med ostalimi paviljoni do 190, da bodo se Slovenijo nekako zapomnili. Ne potem, da bodo hiteli iz enega prostora v drug prostor, da jih bomo, ne vem, preveč pravzaprav obremenili z nekaterimi, ne vem, aktivnostmi v paviljonu, ampak to, da to, kar bojo pa tam doživeli prvič, da bodo se dobro počutili, da jim ta občutek pravzaprav pripravimo, in pa da to, kar bodo videli, da bodo ugotovili, da so pa to res neke prebojne zgodbe. In da ima v bistvu pravzaprav celotna zgodba svoj, da rečem, rep in glavo, se pravi, da bo nek povprečen obiskovalec tudi dejansko Slovenijo začutil, ne samo z tega turističnega vidika, se pravi, kot je bilo omenjeno, en del v prvem nadstropju bo ta tako imenovana Green Room, ker se bo Slovenija predstavila z turističnega aspekta zelene, trajnostne države, in ta drug del kot nekak Smart Room, ker se bo Slovenija pokazala, kje pa mi znamo zdaj s to naravo bivati na ta način, da imamo pa vrhunske inovativne produkte, vrhunske tehnološke produkte, znanost in projekte, ki so v svetovni špici, in da bodo to ljudje posvojili in da bodo si to zapomnili, in dejansko to je naš pravzaprav namen. In da seveda, morda navežem še na to, se pravi, in zato smo tudi v tej trajnostnem stebru, se pravi, ker to je pravzaprav zgodba, Slovenija je zgodba o trajnostnem razvoju, želimo pokazati, da znamo živeti z prelepo naravo, ki jo imamo, da se tega moramo zavedati in da znamo tudi na ta način nekako tehnološko pa inovativno se obračati in razvijati, da bomo še naprej znali živeti in sobivati z naravo. In to želimo povedati celemu svetu. Morda še navezava na to, da je tam pravzaprav bo ogromno paviljonov, ogromno držav in seveda so tu priložnosti za povezovanje med paviljoni, med državami na samem mestu, seveda na različnih področjih. Se pravi, tako na področju turizma, tako na področju gospodarstva, tako na področju trajnostnega razvoja, tako na področju seveda kulture in drugih dejavnosti. Imamo pa tudi pravzaprav svojo parcelo oziroma se pravi, paviljon stoji prav na začetku v samem vhodu, enega od 3 vhodov. Se pravi, 3 vhodi so, eden je za opportunity, drugi za sustainability, tretji za mobility. In mi smo na začetku tega vhoda sustainability, tako da bo tudi ta naš paviljon kot eden od redkih viden pravzaprav z 2 strani, ker ponavadi so paviljoni videni samo z ene strani, tako da tudi to
točko, ki jo imamo, pravzaprav mikrolokacijo, bi želeli na vsak način izkoristiti in vsekakor delamo pa tudi na ostalem delu programa, ki ni bil zdaj na hitro predstavljen, o tem pa mogoče še nekoliko kasneje, ko se pač pogovarjamo tudi z ostalimi ministrstvi in pripravljamo tudi še preostanek dela programa. Meni je bilo zanimivo v pogovoru, ko smo se pripravljali, da se bomo predstavljali kot narod izumiteljev. To je ena specifika, kljub temu, da je Tesla bil zelo kratek čas v Sloveniji, imamo svojih dovolj, se pravi, Plečnika smo že omenili, tudi Peter Florjančič, kot znameniti izumitelj, bo na nek način predstavljen, Ašič, z tem povezavo z naravo, Nordung. Koga še lahko pričakujemo oziroma na kakšen način oziroma kdo bo poskrbel za to vsebino, da tudi ta del predstavimo čim bolje? Govorimo o izumiteljih nekoč ali o izumiteljih danes? Presenetite nas. Presenetim. Izumitelji nekoč bodo predstavljeni gor v zgodbi. Teh mislim, da imamo izbor nekih 6, seveda ne moramo vseh, zajeti, je časovno omejeno, pa je treba zelo paziti na to, da povežeš sporočilo narava izumitelj pa izum današnjega časa. Tako da vse zgodbe gotovo ne bomo mogli povedati, predstaviti vseh ljudi, povedati, predstaviti, to je izjemno težka naloga. Vsak, ki piše scenarije, ve, da tistih, 3 do 7 minut, ko moraš napraviti nek kolaž, na prvi pogled zgleda ogromno časa, potem pa, ko se lotiš sporočila, pa tega, da ljudje dojamejo sliko, zvok, sporočilo in recimo rešitev, je to blazno malo časa. Tako da bomo skušali te izumitelje danes bolj predstavljati tam v pritličju in tam v zgornjem nadstropju. Imamo, zdaj bom samo nekaj omenila, naj mi nihče ne zameri, če bom koga spustila, vendar ne. Recimo, imamo edini na svetu patentirano rešitev za čiščenje zemlje. Vemo, da se zemeljska polobla sooča z problemom rodovitnosti zemlje, pretvarjanjem nerodovitne zemlje v rodovitno zemljo, z potrebami po recimo lokalni pridelavi hrane, in to podjetje in ta izum je nekaj, kar lahko celemu svetu pomaga. Tako da mi se bomo, ali pa recimo, dajmo reči, tehnologije umetne inteligence, ki bodo omogočile ljudem, ki sicer so gibalno ovirani, v smislu invalidi, voziti avtomobil na popolnoma varen način z povezavo nevronske znanosti in pa umetne inteligence, pa potem kompjuterskih recimo rešitev v avtomobilu samem. Tako da take stvari bomo peljali gor, umestili jih pa bom Robertov plankcegelc vzela, umestili jih bomo pa v te teme, tega imamo ogromno, mi se sploh ne zavedamo, kak fantastičen narod smo v smislu izumiteljev. Umestili jih bomo pa po temah, ki jih je organizator razpisal. To se pravi, vse rešitve, ki jih imamo za varovanje podnebja, za urbani razvoj, kjer govorimo o alternativnih oblikah mobilnosti ali pa tehnologijah. To recimo vodikove tehnologije prihajajo, imamo Kemijski inštitut, ki je znal fantastično poceniti to tehnologijo. Potovanja, trajnostni razvoj, zdravje, imamo 2 podjetji, enega v bistvu scale-upa, enega zelo resnega, ne govorimo o farmaciji, ki dela fantastične rešitve na preventivi ali pa na prilagajanju bioloških zdravil vašemu DNK-ju in tako naprej. Na inovacijah na splošno, to se pravi tehnoloških, na kmetijstvu, kjer imamo odlične rešitve. Ena je bila omenjena na ženskah v poslu oziroma tistemu, kar ženske lahko v poslu doprinesejo. Tam tudi inovacije. Kaj? Tam so tudi inovacije na ženskem poslu. Pri nas, sam ne v vseh kulturah dobro sprejet, ampak pustimo to, je dal organizator, ki je sicer bolj tradicionalen, mesto tudi ženskam, pa bomo izkoristili, in pa seveda rešitve na vodovodnem področju oziroma na vodi. Eden od elementov, ki bo tam, ki je možen, je slovenski izum, ki ne čisto vodo prefiltrira do te mere, da postane pitna, in to so tehnologije, ki jih je doslej poznala samo vojska, ki je mogla svoj biološki
kamion pripeljati, zato da je kaj prečistila. Danes so pa te stvari tehnološko že tako omogočene, da pravzaprav priklopiš kamorkoli, pa imaš čisto vodo in to je slovenska patentirana inovacija. Tako da se bomo fokusirali na takšne zadeve, se mi zdi, da so za ljudje, ki so v stiku s časom, saj se ogromno naučimo zgodovine, ampak stvari, ki jih lahko uporabljamo za boljši jutri in izumitelji danes pa so le tisto, kar želimo sporočiti. In to Slovenci smo. Voda je tudi ključni element, ki se dotika tudi slovenske gastronomije in ključni element, ki bo predstavljen tudi dol. Kako vodo v bistvu izkoristiti? Namreč zanimivo je, da se ena od slovenskih vod, pa da ne bomo delali reklame, se v Dubaju že predstavlja med družinskimi investicijskimi pisarnami, ki zastopajo kar nekaj trilijonov v bistvu denarja, ravno pred kratkim na Ritoša srečanju. In kako bo ta voda recimo prišla do izraza? Ali bomo tam vodo ponujali, predstavljali ali bomo samo si jo ogledali? Zdaj bo zgledali, da imam sam jaz tiskovno konferenco. Okay, v redu. To je pa tisto, kar sem omenila na začetku, pa čisto na kratko. Iščemo rešitev zaradi dovoljenj organizatorja po komercialni dejavnosti, da najdemo prostor, ki bo primeren in peljal in se povezal s paviljonom, kjer bodo lahko podjetja, ki vodo že dol prodajajo in vemo, da je najbolj kvalitetna na svetu in vemo, da je najboljša na svetu, tam dali prostor, ker tisti, ki bo šel na paviljon, bo šel še kaj drugega v Dubaju pogledati in ga bomo peljali lahko recimo na nek, kako mi temu rečemo, slovenski showroom, kjer bodo ta podjetja lahko potem tudi prodajala. Meni se zdi to smiselna rešitev glede na omejitve, ki jih imamo, seveda pa pri tem moram poudariti, računamo, da bojo podjetja toliko vedela, da je to tudi njim v interesu. Še eno malo provokativno vprašanje, ali se bo Talking Tom predstavil na slovenskem, ciprskem ali kitajskem paviljonu? Talking Toma pa nismo imeli v programu. Torej, otroci si bojo mogli poiskati neko drugo zanimacijo, ne samo telefonsko, verjamem, da bojo lahko marsikaj spoznali na našem paviljonu. To je za otroke bomo imeli, pa da se bojo učili govoriti slovenske besede, pa da bodo igrali naše tradicionalne inštrumente na telefonih, pa tako kot Pokemona bojo gor po bazenu lovili, po moje bo čisto okej. No, učinki Dubaja za Expo, kot jih predvidevajo v pričakovanjih, je kar 23 milijard. Se pravi, Dubaj pričakuje, da 24% GDP-ja oziroma gospodarskega družbenega produkta bodo ustvarjali dodatno. Se pravi, rast, ki ne bi se za Dubaj povečala kar v letošnjem letu na 10,5%. Kakšni bodo pa učinki za Slovenijo? Kaj pričakujemo, kaj bomo merili, na kakšen način bomo to uspeli dokazati, da je teh 10 milijonov denarja zelo dobro investirano? Ja, kot rečeno, dejansko so številke, ki se vrtijo oziroma o katerih je govora strani organizatorjev, pravzaprav impozantne. To moramo tudi razumeti, pravzaprav stališče Združenih arabskih emiratov oziroma dejstvo, da so tudi oni prepoznali, da samo z nafto oziroma s tem ključnim energentom pač ne morejo računati na dolgotrajno življenje v bodočnosti oziroma na takšen razvoj, kot si ga oni predstavljajo oziroma si ga želijo ali pa ki ga trenutno imajo. Seveda to je različno po različnih emiratih, ravno ta Dubajski emirat je tisti, ki pravzaprav nima več toliko zalog nafte in ki razmišlja bistveno bolj v prihodnost kot morda kateri drug del Združenih arabskih emiratov, in to je pač iztočnica seveda tudi za vse ostale države. Vsaka od držav si je postavila neke cilje. Zdaj mi smo tukaj želeli slediti določenim pač dokumentom, ki je Slovenija sprejela. Recimo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavil dokumentacijo oziroma program Mednarodni izzivi, v katerem kaže oziroma so pokazani določeni kazalniki, in mi tudi z prisostvovanjem na Expo v Dubaju želimo tem kazalnikom slediti. Zdaj, kako se bo to merilo? Seveda se bo merilo predvsem z številom obiskovalcev najprej, potem se bo merilo številom se pravi obiskovalcev strani, se pravi, tudi to moram povedati, se pravi v Milanu je bilo veliko večje število obiskovalcev, ki so prišli na Expo kot recimo z družinami. Tukaj se pričakuje, da bo bistveno več obiskovalcev
podjetnikov. Tudi bodo prišle družine z otroci in tako naprej, oziroma posamezniki, individualne fizične osebe, ampak pričakuje, da bo bistveno več podjetnikov. Pričakuje se, da bodo okrog 70% obiskovalcev bo ljudi, obiskovalcev, ki so izven Združenih arabskih emiratov, in od teh 70%, še približno 70%, največja večina iz azijskega dela. Ne. Se pravi, da tukaj mi targetiramo oziroma se fokusiramo tudi na, seveda na mogoče bolj drugače, kot je bilo v Milanu. Ne. Tudi v Milanu je bila globalna zgodba prisotna in je bil cilj spodbujati torej prihod čim večjega števila delegacij, tako kot bo tudi tukaj, ampak spodbuditi in navezati stike z potencialnimi investitorji, ne. To so kazalniki. Ne. Potem povabiti veliko število oziroma spodbuditi, da še večje število gostov s področja turizma pride v Slovenijo, predvsem s ciljem, da se izboljša še naša raven kakovost turizma. Ampak kaj hočem povedati, da pač enostavno so ti kazalniki, ne, ki jih sprašujete, ne, in o katerih se pogovarjamo, včasih na kratki rok seveda težko merljivi, ne, ampak mi moramo se zavedati, da smo zdaj na drugem področju, se pravi geografskem, da bomo tam dejansko se fokusirali na podjetja, na povezovanje podjetij, povezovanje znanosti, kulture in da smo to v nekem drugem svetu. Ne. In mi seveda pričakujemo, da bo prišle v Dubaj tudi številne delegacije, tako Slovenije kot z drugih delov sveta, in seveda pripravljamo tudi z drugimi državami, evropskimi državami in drugimi državami določen program, da bomo čim večji meri sodelovali med paviljoni. In to bo tudi eden od kazalnikov, ne. Se pravi, še bolj povezati se na mednarodni ravni, na različnih področjih. V končni fazi moram še to omeniti, da bomo mi kot Slovenija seveda predsedovali svetu EU. To predsedovanje se začne v juliju 2021 in načrtujemo tudi, da bomo predvidoma v konec marca imeli paviljon, ki bo namenjen Evropski uniji. Se pravi, da bomo takrat poskušali prezentirati tudi naše izhodišča oziroma naše poudarke, ki bomo potem dejansko realizirali v našem predsedovanju. Tako da je pravzaprav cilji, ki jih imamo, so pravzaprav raznovrstni in seveda z eno dobro predhodno organizacijo in pa predvsem z organizacijo in funkcioniranjem paviljona na kraju samem bomo lahko te cilje tudi dosegli. Spravi, ni vse v kvantiteti, tudi kvaliteti in ravno želimo si bogatih turistov, ne, iz Dubaja in seveda azijskih krajev. Tukaj STO razvija že nekaj časa 5-zvezdična doživetja. Imamo kaj za ponuditi tem gostom? Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi pravzaprav nadaljevala. Nedvomno Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s gospodarstvom in pa tudi ključnimi destinacijami izredno podjetno gleda na vsake tovrstne priložnosti. Na eni strani, moram reči, bo vsem tistim, ki sodelujemo že v tem trenutku, nam je seveda sprva je to en velik nacionalni, bom rekla, naboj, velika čast, da lahko pri tako pomembnih ali pa največji pravzaprav svetovni razstavi sodelujemo. Na drugi strani so pa cilji pravzaprav slovenskega turizma jasni. Torej, povečati moramo višjo dodano vrednost. Vemo, da smo nekje ob zaključku lanskega leta skoraj nekje na 3 milijardah. Povečati želimo potrošnjo na 4 milijarde do leta 2021, izredno ambiciozen cilj. Želimo pravzaprav to desezonalizacijo, torej povečati število gostov izven osrednje turistične sezone. Danes pravzaprav Slovenija ni klasična, bom rekla, neka mediteranska država, ki bi slonela samo na osrednji sezoni, ampak že izrazito dobro pelje pravzaprav to zgodbo celoletnega turizma, ampak seveda ne, velike priložnosti so še spomladi in pa tudi jeseni. Na drugi strani pa, tako kot je Niko povedal, želimo pravzaprav dvigniti raven gostov, ki v Slovenijo prihajajo, na ta način pravzaprav pri pomoči slovenskemu turističnemu gospodarstvu, da lahko za višjo ceno pravzaprav svoje storitve tudi prodajajo. In na področju Emiratov, pa tudi v golfskih državah, imamo zdaj kar nekaj letne izkušnje, smo vsakoletno prisotni, vemo, kako pravzaprav ta trg ali
zelo pravzaprav veliko tržišče diha. Kaj potrebuje Slovenija? Nedvomno ogromne, bom rekla, kapacitete nima, da bi vsem tem gostom ali pa izrazito luksuzne, da bi jim lahko ponudili. Imamo pa skozi, bom rekla, drugačno vrsto res luksuza, ko ga poimenujemo v povezavi z naravo, v povezavi z doživetji, personalizirano pravzaprav izkušnjo, že danes lahko pravzaprav goste iz tega sveta tudi izredno dobro servisiramo. Kot je pa Robert omenil, ne fokusiramo se samo na ta del, bom rekla, Arabskih Emiratov ali pa arabskega sveta, temveč širše. Pričakujemo ogromno azijskega obiska. Danes, če pogledamo v tem kolaču slovenskega turizma, že preko 500 000 pravzaprav nočitev se generira iz tega dela sveta. Zaskrbljeno zremo tudi na aktualno situacijo, seveda povezano predvsem s Kitajsko, ampak ne glede na to, smo si, bom rekla, res zadali torej ponudbo ali pa predstavitev Slovenije naravnati tako, da bo drugačna, privlačna in da bomo za slovensko turistično gospodarstvo konkretno tudi pripravili serijo možnosti, nekih organiziranih poslovnih dogodkov, na katere bomo povabili ključne organizatorje potovanj, influencerje, skratka tiste ciljne skupine, s katerimi bo potem turistično gospodarstvo imelo možnost nekih konkretnih sestankov ali pa sklepanja potencialnih poslov. A to pomeni tudi slovenski influencerje, da moramo čim hitreje na Facebooku zgraditi skupino, da lahko nas povabimo? Absolutno. Vsi povabljeni, sploh tisti na internetu, ki spremljate STA prenos, torej čim hitreje postanite influencerji, da vas lahko tudi STO povabi v Dubaj. Verjamem pa, da bo kar nekaj ponudbe, da bi si to tudi ogledali. Jernej, kako se vam zdi, da se lahko slišali nek povzetek tega? Ali bo to dovolj, da Slovenija postane spet moja dežela, da bomo ponosni na Slovenijo z predstavitvijo v Dubaju? Jaz sem zdaj v zelo neprijetni situaciji. Po eni strani nastopam kot en duh iz preteklosti, po drugi strani pa karkoli bi zdaj rekel, bi bila tako kot ena replika ali pa kritika tega, kar je bilo povedanega. Tako da ne mislim biti ne eno, ne drugo. Rajš bi rekel, da se to, kar bom povedal, ne tiče tega obmizja tule, ampak kot opazujem, kaj se počne na področju identitete in pa promocije te identitete Slovenije, je to, da predvsem streljamo s šibrami, ne pa z droni, na katerih so točno usmerjene rakete. Tudi zdajle smo videli ogromno enih aktivnosti, vse bomo pokrili, povsod bomo in tako naprej. Jaz sem preprosto, če gledam marketinško, bi rekel, ok, kaj pa naša glavna zgodba, ker zdajle v marketingu je ključen storytelling, in v bistvu kot izhodišče katerekoli aktivnosti moraš postaviti v bistvu eno zelo jasno in privlačno zgodbo in s to potem dosegati svoje ciljne skupine. Tako da, mislim, to jaz kar dosti pogrešam. Mislim, da bi bilo to treba narediti na nacionalnem nivoju, in potem to zgodbo pravzaprav ponavljati skozi različne aktivnosti. Vemo, da zaznavanje nečesa, magari identitete države, do tega pride skozi proces učenja. Učenje je pa po teoriji v bistvu seštevanje istopomenskih državljanov v času in prostoru. To se pravi, da bi bilo dobro v bistvu enovito nastopati skozi razne dogodke in s tem utrjevati v bistvu to, kar hočemo biti v svetu, recimo. Recimo, dobro, včeraj sem poslušal okroglo mizo na temo kulinarike, ok, zdaj drug dogodek bo o nečem drugem, tretji o nečem tretjem, tako naprej, nič povezljivega ni tule znotraj tega. To je tisto, kar opažam, pa se pravi, niti najmanj nočem, da je to kritika recimo tega, ker vidim, da je bilo ogromno delo vloženega, da tudi so zanimive stvari in to, ampak niso pa usmerjene v eno enotno zgodbo, ki bi utrjevala naše zavedanje, naše poznavanje v svetu. V bistvu manj je več, na nek način. Ja, recimo zdaj nam je všeč ta zgodba okrog Dončića. Jaz mislim, da je super,
da se ga zdaj izkoristi, ne, glede na to, kaj pomeni dejansko, ne samo v Dallasu, ampak pri vseh tistih, ne, ki so navdušeni nad tem športom in tako naprej. Ja, super, ne, ampak tudi v tej zgodbi, ne, bi jaz tudi v to zgodbo bi noter vrinil v bistvu en delež v bistvu tiste krovne zgodbe, ne. Recimo tudi I Feel Slovenija, meni se zdi slogan fajn, no, fajn za podpisati, ne, ampak kaj pa headline pa vsebina, mislim, to mi pa ni čisto jasno, ne. To se pravi, da bi bilo treba te stvari tudi definirati in pa potem to, kar definiramo, ne, ponavljati in ponavljati, zaradi tega, da se utrjuje v tistih ciljnih skupinah, ki jih hočemo doseči. Zdaj, da do tega pride še potrebna tudi določena tehnologija, ne. Recimo, naša prednost takrat je bila ta, ne, da je bila to ena agencija, da ni bilo 1000 razpisov, ker z razpisi, ki se ponavljajo, povem vam iz svojih izkušenj, vsaka agencija, ki pride, hoče podreti tisto, kar je bilo do zdaj narejeno in nekaj svojega noter urinati, ne. In tako se ta enopomenskost totalno razgubi, ne, in v bistvu se s tem razvodeni in izgubi kakršnakoli identiteta, ki jo gradiš, ne. Tako da mi smo takrat bili edini, ki smo se lotili tega projekta, 10 let smo načrtovali, da bomo sodelovali pri tem projektu in seveda fokusirano, ne, prej sem govoril o enopomenskosti, ne, fokusirano gradili stvari po tistih stopnjah, za katere smo se zavzemali. Zdaj tega recimo v tem prostoru s takim načinom naročanja in tako naprej ni in tega ni mogoče doseči, ne. Dobro, o tem bi se še lahko naprej. No, mogoče nam bo pomagal tudi slogan, ki ga ima Dubaj, ne? Connecting Minds, Creating Future. In s tem bi povzeli, ne? Aha, imamo še. Yeah. Thank you. Okay. I just wanted to, thank you. I just wanted to give a possibility for questions. Thank you also in English. Hvala vsem za poslušanje. Morda še kakšno vprašanje, ker nekaj vas je tudi, vidim obrazov, ki ste tudi bili v Milano. Izvolite. Ko ste govorili o vodi in da se pač trudite, da se bo tudi slovenska voda lahko predstavila, smo sredi Ljubljane, pa pijete avstrijsko vodo, ne? No, mogoče glede vode so zadeve dokaj enostavne v gospodarstvu, ne? Tako kot smo iskali pakete za predstavitev Slovenije, namreč mi financiramo kot privatno podjetje pač dogodke in ostale zadeve in na srečo najdemo kdaj tudi pokrovitelje. Tako. Mogoče imamo tukaj drugo vprašanje. Ivan? Jaz bi rad izhajal iz tega prvega slogana Slovenija moja dežela. Torej, kaj je to tipično za Slovenijo? Kaj se najbolj zazna ali pa prepozna Slovenija v svetu? Je pa slovenska domačija, turistična kmetija, se pravi Slovenija v malem za cel svet. Koliko pa to bo prisotno na samem Expoju? Da je to nekaj tipičnega za Slovenijo, ki je za najbolj zahtevnega turista izredno vabljivo. Mislim, da temu dajemo premalo poudarka, zidami se ne bomo menjali, to je velik nacionalni problem, ampak govorim za turistične kmetije. Tega pa nisem slišal. No? Če ste zagledali ta prvi slogan, tu je pa ravno poudarek na temu. Ko ta široko odpre odprt, kaj pomeni to široko odpre odprt? Vsi so dobrodošli. V domačem okolju. No, morda čisto kratko, kar je meni bilo zanimivo, recimo že iz samega objekta, ki smo ga videli, to sito, ne, ki je na vrhu, je prvi izvozni produkt Slovenije, ne, in mogoče se nanaša na neko tradicijo, kar so uporabljali, morda tudi še kje danes seveda, na kmetijah ali kje drugje, ampak ima ta parasol v bistvu tudi eno zgodovinsko
vrednost, pa mogoče povezavo na tradicijo. Morda pa še kakšen komentar. Ja, seveda bo več pravzaprav komunikacij teklo ali pa bodo dosegljive istočasno, torej na eni strani si bo sleherni obiskovalec lahko skozi razstavo in to eno skupno zgodbo pravzaprav bo doživel Slovenijo v samem paviljonu. Ob tem pa seveda je prav bogatstvo, ki nam omogočajo danes bodisi digitalni mediji, ki bodo spremljali in bodo, bom rekla, ob sami razstavi dosegljivi preko različnih ekranov, preko samega portala, preko aplikacije, ki si jo bojo lahko pravzaprav tekom obiska tudi postregli do tega, da se sedaj pričenja pravzaprav en drugi moment, ko se bo k sodelovanju povabilo različne izvajalce, na eni strani ministrstva resorje, na drugi strani pravzaprav tudi turistično gospodarstvo, regije, skratka tudi ponudnike, ki bodo imeli ali preko nas v določenih prostorih možnost neke dodatne izpostavitve, predstavitve ali skozi, bom rekla, čisto podjetniško inicijativo, o kateri je govorila direktorica Spirit v tem tako imenovanem VIP salonu. Tako da priložnosti pravzaprav za tiste, ki jih predvsem ta velik bazen zanima, nedvomno bo. Jaz bi na tem mestu vendarle pozvala, še enkrat predvsem, bom rekla tu za predvsem podjetniško sfero ni, bom rekla, vprašanje, res so ti trgi, ki so to res tek na dolge proge, vemo tako na področju turizma, vse lahko govorim, kar se tiče celotne Azije, kjer smo videli izkušnje iz Japonske, sedaj Kitajske, kjer smo že dobro desetletje, pa recimo v arabskem svetu, kjer smo sedaj 600 let prisotni, skratka obrniti priložnost v dejansko poslovno konkretizacijo je izredno dolgoročnega značaja. Japonski trg so turistična podjetja odpirala skoraj da desetletje, da so se Japonci pričeli, torej da so pričeli potovati. Kitajska kaže, da bo trajalo mogoče celo nekoliko dlje. Skratka, na, bo reka, posamezniku, podjetju, destinaciji je ali vidi neke dodatne priložnosti, mi bomo pa skušali v tej naši zgodbi sigurno izhajati zgodbe naših avtohtone, bom rekla, tradicije, danosti, narave, naših dosežkov, presežkov in s tem upamo, da bomo, bom rekla, res pričarali ali pa pravo zgodbo uprizorili in jo predstavili. Jo, še zadnje vprašanje, izvolite. Pozdravljeni. Jaz imam več vprašanj in sicer prihajam iz visokotehnološkega podjetja. Že več kot 1 leto smo v pogovorih s Spiritom glede tega Expa, da bi se pridružili. Zdaj, kot na danes predstavljeno, jaz nas nekako v tej zgodbi ne vidim, ker vidim, da gre predvsem na les, naravo, prijaznost, turizem. Kakor sem povedala, mi smo pa v tehnološki smeri. Kar nam je zelo v interesu, da bi dejansko se pridružili v ta slovenski paviljon, bi rabili tudi mi mogoče neke odgovore. Pričakujemo velik naval v Dubaj turistov oziroma poslovnežev. Mi kot naše podjetje organizira vsako leto 10-15 sejmov. Jaz vem, mi te sejme si prenočišča rezerviramo 1 leto vnaprej, da dobimo prosta prenočišča. Mi smo 2 meseca pred dogodkom, ne vemo niti kdaj bomo šli, niti ali bomo šli, nismo dobili nobene ne potrditve, niti za kdaj, ne nič. Tako da mi bi se tudi radi organizirali, da vemo, kaj bomo predstavili, kje bomo spali, da si avion rezerviramo, ne vem. To bi bilo super, če bi lahko v tej smeri kaj več povedali. Evo, mogoče bo pa ravno po srečanju tudi več časa, ravno ste na pravem koncu. Smo povedali, vsebina bo jasno znana v roku 1 meseca in objavljena. Kljub temu pa delajo naši zamejci, ki živijo tam, da vam bodo pomagali zagotoviti, že danes imajo proste kapacitete in bodo njihovi kontakti tam tudi objavljeni. Skratka, bodo imeli za vas oblikovane pakete s prenočišči in s prevozi, da boste čim ceneje prišli tja in da boste gotovo tam tudi prostor imeli. Tako da razmišlja se,
vendar dokler vsega skupaj ne spraviš v neko razumljivo obliko, je težko vsem podjetjem, ki jih je preko ne vem koliko tisoč, odgovarjati takole individualno, tako da hvala za vprašanje, malenkost še potrpite, pa bo vse jasno. Hvala lepa, smo po enem letu pa en odgovor dobili. Hvala lepa. Evo, vsem s tem smo že presegali bistveno razpoložljiv čas. Vas pa vabim, da prisluhnete še nadaljevanju, kjer bomo predstavili knjigo Expo Edition. Knjiga The Slovenia Book je že 5. edicija v zadnjih 5 letih. Izdali smo več kot 20.000 knjig in z nami bo sogovornik Američan, urednik Juri Beron. Kako pa tujci vidijo Slovenijo in glede na to, da je knjiga nastajala kar vrsto let, verjamem, da bo zanimiv pogovor tudi v nadaljevanju. Hvala lepa in en aplavz za naše sogovornike.